Ja, mesec marec je mesec žensk in ozaveščanje o ženskih. Vsak mesec je mesec žensk. Dobro, to itak več, celo leto je žensko leto. Tako. To je to. Šala za starše. Marec je mesec ozaveščanja o endometriozi, bolezni, ki jo ima 1 od 10 žensk v rodni dobi, bolezni, ki je pri ženskah pogostejša od sladkorne bolezni in od raka dojk. Najbolj izraziti ali pa očitni težavi sta običajno bolečina in težave pri zanositvi, tudi neplodnost. Tema je torej zelo pomembna za ženske in tudi absolutno širšo družbo. In o tem bova danes govorili z ginekologinjo, doktorico Vesno Šalamun iz Dnevnega centra za endometriozo in z Niko Žnidaršič, ki je, to je naključje, tudi njena pacientka. Dober dan obema. Dober dan. Živijo. Povejte kaj o sebi za začetek. Kdo ste, kaj počnete? Jaz sem Vesna Šalamun, sem zdravnica, v bistvu, torej kot ste že rekli, specialistka ginekologije in porodništva in odkar v bistvu pomnim, se ukvarjam z endometriozo. Že takoj, ko sem začela specializacijo, je bila moja mentorica docent Ribič, ki je v bistvu ta pionirka pri zdravljenju endometrioze. Potem sem pa imela srečo, da sem imela fine sodelavce, recimo profesor Bokalova, ki je na nek način slišala mojo željo o Dnevnem centru za endometriozo in dejansko smo potem tudi v tem Dnevnem centru za endometriozo delam že odkar je, torej od 2012-13. Okay. Jaz sem Nika Žnidaršič, sem študentka medicine slučajno in jaz sem ena od bolnic v Sloveniji z endometriozo, ki imam pa diagnozo zdaj že 5 let skoraj, od 17 leta praktično. Stari ste 21 let. Tako, skoraj 22. Nam lahko poveste, kako se je pri vas kazala endometrioza, kako se je vse skupaj začelo in kako ste tako hitro pravzaprav prišli od bolezni do diagnoze in potem tudi do operacije? Ja, v bistvu moja zgodba je malo posebna. Jaz sem tak, mogoče svetov primer, ker sem zelo hitro diagnosticirana. Jaz sem že od samega začetka, ko sem dobila menstruacijo, so bile zelo obilne, zelo boleče. Potem pa sem bila zaradi nekega manjšega defekta maternice napotena na terciarno raven strani osebne ginekologinje. Tam je potem zdravnica videla, da imam neke ciste v mali medenici, ki se pa niso držale nobenega ne jajčnikov, ne nobene strukture. In je naročila, da naj osebno zdravnico prosim za ultrazvok trebuha. Potem se je to malo zavlačevalo, ker pač čakalne dobe, preden sem jaz prišla na vrsto. In tam je radiologinja v bistvu ugotovila, da mogoče bi bilo pa fajn, da jaz grem kar na urgenco, ker jo je skrbel, da je celo rak. Sem potem dobila nujno napotnico, šla na urgenco, tam so me obravnavali najprej na abdominalnem, pač na nujni abdominalni kirurgiji, potem so me premestili na ginekološki del in tam je zdravnik predlagal, da mi dajo en cikel antibiotikov, ker je mislil, da je neka okužba. Seveda mene je to bolelo, ampak takrat sem tako premlada, plus mama je bila tako, ne, sej menstruacije pač bolijo, to je normalno in tako naprej. In s temi antibiotiki se seveda ni nič zboljšali, so se odločili za operacijo in so me operirali 2022 in ugotovili, da je pač, da gre za endometriozo. Meni takrat pa niso nič podrobno razložili, kako se to zdravi, pa čeprav se ne zares zdravi, ampak samo lajša simptome. In to je očitno potem rastlo naprej. Jaz sem nekaj časa v redu, potem so se spet začele skozi hujše bolečine tudi izven menstruacije. In v letu 2024 so se po športni aktivnosti pojavile tako hude bolečine, da sem se odločila iti na urgenco. In tam mi niso nadali ne protibolečinskih, poslali so me domov, da verjetno je ponovitev endometrioze, da ne vidijo nič in da naj obiščem psihologa, psihiatra, da naj si na ta način pomagam, ker sem pod velikim stresom zaradi izpitnega obdobja. Potem sem v naslednjih 3 dneh še 2krat obiskala urgenco, šele ta 3. sem dobila protibolečinsko terapijo. In potem sem napotena v Dnevni center za endometriozo, kjer so spet rekli, da pač zdaj, a me še toliko boli, so rekli, da ne, da pač med menstruacijo boli, drugače ni nekaj posebenega. In so
odločili, da zaenkrat to naj miruje. Potem se je pa lani marca začel, da me je konstantno 6 mesecev bolel in potem sem se odločila tudi zamenjati specialistko, sem prišla k dr. Šalamun in dr. Šalamun se je pa odločila, da me operirajo in je bila res še enkrat ponovitev endometrioze. Doktorica, kaj ste vprašali? Kaj so bila vaše vprašanja, ko ste dobili tako mlado pacientko s težavami, ki so trajale tako dolgo in s tako hudimi bolečinami? Ja, v bistvu vse vidimo take pacientke, ki pridejo k nama, ne? In pač takoj pomislimo na endometriozo, na to obliko endometriozo, ki se je z diagnostiko, z navadnim ultrazvokom in tudi z ginekološkim pregledom ne da opaziti, ne, in videti. To v bistvu bolečine se lahko pojavijo ob tej peritonealni endometriozi in pri njej je glede na to, da ji zadeve niso pomagale, sem se odločila za laparoskopijo ravno zaradi tega, ker sem sumila na peritonealno endometriozo in pri operaciji potem izrežemo to peritonealno endometriozo in damo v bistvu priložnost telesu, da se ponovno zaceli, peritonizira v bistvu in da potem ni teh bolečin. Tri vrste endometrioze ste prejle, ko smo se pogovarjali še pred intervjujem, našteli. Katere 3 vrste so in kakšne so razlike med njimi? Evo, imamo ovarijsko, torej endometriozo jajčnika. To so ciste na jajčniku, včasih ji rečemo tudi čokoladne ciste. Tak simpatičen izraz, zelo nenevaren se sliši, vendar v bistvu čokoladne ciste povzročajo okvaro jajčnika in zmanjšujejo rezervo jajčnika. V bistvu, ja, in s tem v bistvu zmanjšujejo število jajčnih celic. Ne. Ta je za diagnostiko najboljša, zato ker naši slovenski ginekologi jo znajo zelo, zelo dobro diagnosticirati z navadnim vaginalnim ultrazvokom. In če ima pacientka srečo, na nek način ima ovarijsko endometriozo, potem zelo hitro pride do nas. Drug tip je globoka endometrioza. Te se je v bistvu trajalo zelo, zelo dolgo časa, da so jo diagnosticirali. Zdaj imamo pa ponovno s navadnim ultrazvokom, vaginalnim, lahko diagnosticiramo to globoko endometriozo, vendar v bistvu za to rabiš specifično znanje. Ne? Tako da na dnevnem centru za endometriozo z navadnim ultrazvokom lahko to globoko endometriozo diagnosticiramo, pojavlja se pa recimo na črevesu, v mehurju, na določenih ligamentih in je tako kot neki vozliči, čvrsti vozliči. Ne? To je ta druga. Jaz rečem, da je ta najhujša, zato ker je tudi za operacijo potreben recimo tim in abdominalnega kirurga in nas ginekologov in tako. Ampak v bistvu v tem trenutku se da zelo super diagnosticirati z navadnim ultrazvokom, seveda, če jo znaš diagnosticirati. Ne? Imamo pa še tretjo obliko, to je pa peritonealna, to pa je taka najbolj enostavna, ne? Ki jo je imela pač Nika, ne? Ta je pa problematična zato, ker je ultrazvočno se ne da večinoma videti. Sicer zdaj imamo že ene take ideje, kdaj bi jo lahko videli, ko se da vidijo taki drobni mehurčki, tako da zdaj že tudi znamo malo posumiti na tako endometriozo, ne? Ampak ravno bolečina, ki se pojavlja ob tej endometriozi, je indikacija, da lahko naredimo laparoskopijo, ne? Da lahko naredimo operacijo skozi majhne lukance v trebuh. In to pa je v bistvu ta tretja oblika. Imamo pa še četrto obliko, ta je pa v bistvu sestrična, rečem, to je pa adenomioza, to je pa endometrioza maternice, kar pomeni, da sluznica maternice udre v mišično plast maternice in dela težave. Ne? To je pa, v bistvu o tem se bo pa vedno več govorilo in ta adenomioza je lahko vzrok za boleče menstruacije pri mladih puncah. Kaj pa to, ko rečejo puncam, ko jih ne jemljajo resno, ne? Nika je zelo hitro dobila diagnozo, ponavadi ženske dobijo to diagnozo šele takrat, ko začenjajo z družino oziroma ko začenjajo s trudom za pač ustvarjanje družine, ko jim samo rečejo, to je pač del cikla, potrpi malo. Preobremenjena si, vzroki so druge. Ne? Ja, kako gledate na to? Velikokrat slišimo, da so ženske iz ambulant odslovljene, tudi Nika je bila odslovljena večkrat zaradi, ker si domišlja oziroma ker to verjetno doživlja malce bolj kot večjo bolečino, ker je pod stresom. Ja. Mislim, te boleče menstruacije dejansko so res problematične. Zato, ker boleče menstruacije v neki meri so del normalnega cikla. Vendar to so take, ko recimo vzameš kaj proti bolečinam, pa je potem v redu. Ne take, ko ne moreš v šolo, ko nič ne pomaga. Ne? Tiste so pa drugačne boleče menstruacije. In v bistvu dejansko res ta boleča menstruacija je del problema endometrioze in diagnostike. Ne? In jih je potrebno jemati resno in
Kaj pa je tudi del problema, je pa ta, da če pa pridejo dekleta k nam z temi bolečimi menstruacijami, v bistvu v tem začetni stopni na nek način je edino orodje, s katerimi mi lahko pomagamo, je hormonska terapija. A ne? Ja. Jaz v bistvu zelo nerada govorim o hormonski kontracepciji, ker dejansko naše pacientke ne jemljajo te terapije, zato ker želijo kontracepcijo. One imajo težavo in v bistvu ta zdravila jim pomagajo, da se težava umili. Hormonsko zdravljenje, torej je kontracepcija, v bistvu zmanjša bolečino menstruacij in tudi prepreči napredovanje bolezni. Na nek način jo zamrzne, da ostane v večino primerih na isti stopnji. Nika, vaše izkušnje s hormonsko terapijo? Moja izkušnja je zelo dobra. Jaz sem zelo vesela, da smo se odločili tako, kot smo se. Je pa res, da sem najprej probala s tabletkami, ki pa niso delovale, bile so krvavitve, mogla sem imeti dvojno dozo, zato da je sploh zares se nehala krvavitev, bolečin pa ni čisto nič spremenilo. V bistvu je bila potrebna operacija, da smo potem ustavili vsadek v maternico in je to šele potem bolečino dejansko ustavili. Mogoče bi bilo smiselno poudariti, da ni nujno, da bo pomagal, ker endometrioza proizvaja tudi lasten estrogen, tako da lahko tudi na ta način sama napreduje. Je pa v velikem deležu primerov pa pomaga, zato je smiselno vsaj poskusiti. No? Vsaj po mojem mnenju, jaz sem se nekaj časa tega otepala tudi zaradi družinske anamneze delno, ker me je skrbel avtoimuna obolenja, ki jih imamo v družini, ampak potem sem sprejela vsadek in sem zelo vesela, da me je doktorica prepričala v to, ker sem v bistvu zdaj praktično brez bolečin, menstruacije so blage. Zdaj računam še mogoče, da s časom se bojo čist umirile oziroma da jih sploh mogoče ne bo, če bom imela srečo, ampak to je pač, kot sem že rekla, jaz sem ena srečnic, ne. Hitro diagnosticirana, tako zelo dobro rešena, no, na ta račun. Ko govorite o bolečini, nam lahko opišete, kje je bila prisotna ta bolečina, kako močna je bila, kako ste vi s tem funkcionirali z dneva v dan? V bistvu je bilo zelo težko. Jaz sem, tako kot sem omenila, že bila sem na urgenci, po tistem je mene še 14 dni, en mesec toliko bolel, da se nisem mogla učiti. Jaz nisem končala izpitov, sem ponavljala letnik na faksu, tako da potem ko so se spet začele v marcu bolečine, lansko leto, jaz v bistvu nisem znala opisati. Zame je bilo to normalno, jaz sem lahko s tem živela, ampak potem sem našla eno skalo, ki bolj opisuje posamezno številko na ravni od 1 do 10 in sem ugotovila, da v bistvu sem konstantno vsak dan v bolečini 7 od 10, kar pomeni, da pač vpliva na vsak aspekt življenja, od spanja do takrat sem potem študentsko delala. Težko je sedeti, težko je ležati, težko je stati, v vsakem položaju te boli. To je neopisljiva bolečina nekomu, ki tega ni izkusil. Mogoče najbližji bi bilo porod, mogoče. Tako pravijo, no, da je to nekako ekvivalentno. Ene pravijo, da je še slabše. Porod se konča, ne pa 2 dni. To se pa pač ne konča, oziroma ne veš, kdaj se bo končalo, če se bo končalo. Ampak nekaj, kaj potem narediš? A ješ protibolečinske tablete, se drugega nimaš, si daš termofor, poskusiš s temi metodami, ki so pač za običajna dekleta pri običajni menstruaciji verjetno funkcionirajo. Če pač ne primejo. Jaz sem jemala že tako precej močne protibolečinske, so se nekako pol bolečine šla recimo iz 7 na 5, 4, 5, kar še zmer pač ni dobro, je pa boljše, ne. Potem sem bila prisiljena zamenjati na močnejše, ker s časom tudi neha delovati. Potem sem imela težave s krvjo, ker pač ta zdravila tudi vplivajo na strjevanje krvi. So bile potem še pred operacijo tudi panika okoli tega, pa zdaj, ker ne jemlja več protibolečinskih, se je vse to umirilo, moja kri dela tako, kot more. Tako da pač, kjer rešuješ eno težavo, potem pride druga. Ne? To je največji problem. No in tako pridejo k nam pacientke. Izjemne težave, grozno, ne morejo živeti. In ko jim ti predlagaš, recimo, hormonsko terapijo, to pa ne, to pa Bog ne daj, to pa ne. A ne? Kako lahko v bistvu pa ji poveš, da ima bolezen, da bo na ta način, da bomo ji lahko pomagali, a ne? Pa še vedno na nek način sebe
sebe, ne vem, ne dojame, Bojijo da je, se mogoče tudi, da je bolna, a ne, in ne verjame, da bojo zdravila pomagale. Ne. In to v bistvu, kar smo pri nekaj naredili, šli smo na operacijo, izrezali vse in potem je ona verjela, sprejela terapijo, ker bi lahko rekla, zdaj ste pa porezali, zdaj pa ne bom več ničesar, super sem, ne. Ne, samo ona je šla v bistvu, na nek način smo jo prepričali in s tem sodelovanjem smo v bistvu prišli do tega, da je zdaj njej boljšno. Ampak, doktorica Šalamun, na kaj morajo biti ženske pozorne, na kakšne bolečine, na kakšne menstruacije, da se potem lahko posumijo, oziroma da posumijo, da imajo morda tudi celo endometriozo in ali lahko pridejo v vaš dnevni center brez napotnice? Bolečine, načeloma tako, v bistvu zgodovina bolečine. Najprej so bolečine, ko so mlade dekleta, so ob menstruacijah. Se pa ponavadi to širi v bistvu to obdobje, ne? In postane ena taka kronična bolečina tudi izven menstruacije in tako. Ne? In še če je spolno aktivna, tudi pri spolnih odnosih? Lahko. V bistvu tip bolečin, veliko je teh bolečin, torej bolečina pri menstruaciji, bolečina pri spolnih odnosih, v primeru, ko je recimo endometrioza v nožnici, med črevesom in nožnico, na teh ligamentih maternice, a ne? To je torej bolečina pri spolnih odnosih, a ne? Potem je lahko, če je endometrioza na črevesu, se pojavlja, to je pa zelo tipično, se pojavlja bolečina oziroma težave pri odvajanju blata v času menstruacije. Drugače je vse v redu, v času menstruacije pa imajo težavo. Ne? Če je recimo endometrioza na mehurju, se pojavljajo težave, v času menstruacije, takrat imajo ali jih peče, ali morajo doskrat iti na vodo. Sicer, ko je endometrioza na mehurju, imajo tudi dost infektov drugače, a ne? In to so ti znaki, ki dejansko, zaradi katerih naj gredo k svojemu ginekologu. In jaz mislim, da nismo že toliko stvari povedali. Veliko se tudi govori na socialnih omrežjih. Recimo Endozavest je skupina, ki je veliko naredila na tem področju. Sam prekinila. Žal je društvo Endozavest zdaj prenehalo z delovanjem zaradi različnih razlogov. Tako da to je taka žalostna novica. Jaz sem kar z veliko žalostjo to sprejela, ker so res, se mi zdi, veliko naredili na tem področju, da se je o endometriozi v Sloveniji začel več govoriti. Deluje pa še zmeraj njihov profil na Instagramu, tudi njihova spletna stran, mislim, da je še delujoča, tako da se še zmeraj da obrniti na njih. Ja, in oni so nam recimo zelo dosti pomagali, tudi nam kot stroki, ne? Ker so nam v bistvu na nek način odprli vrata do naših pacientk. Ne? In ne samo do pacijent, tudi do ostalih zdravnikov, recimo družinskih zdravnikov, vseh ostalih zdravnikov. No. Dnevni center pa je v bistvu terciarni center. To pomeni, da smo v državi tista zadnja inštanca, a ne? In prihajajo iz celotne Slovenije, tako da potrebujejo napotnico. Ne? Ta VZS, zelo rada povem, 2202, skoraj tako 2202. Govorili ste o društvu, nekaj sami ste se prijazno odzvali na povabilo na to snemanje danes, ker želite govoriti o endometriozi, pomagati drugim ženskam s podobnimi težavami, simptomi. Zdaj je vaš dan vsak dan videti običajno in vaš menstrualni cikel. A vi veste, kje ste v menstrualnem ciklu? Čutite ovulacijo, se zavedate, pričakujete krvavitev, PMS deluje kot pri ostalih ženskah? Ja in ne. Trenutno sem še malo v tem obdobju, ker se še malo navajam na hormonsko terapijo, ampak načeloma ja. Načeloma so moji cikli še zmeraj kar nekako 28 dni, kar tudi prej nisem imela nobenih težav, so bili zelo redni, so bili pa pač bistveno bolj obilni prej. Pred terapijo sem tudi zelo čutila ovulacije, to je tako, kot bi te z nožem zarezal. Kje? V jajčnikih, maternici? Ja, v jajčnikih predvsem. Endometrioza, prej ste spraševali, kje boli. Mene je bolelo tudi v noge, v stegna. In tudi višji gor proti rebram. Tako, pač ni čist... Lahko rečem, kje točno je najhujše, ampak seva praktično po celem telesu skoraj. Ne predstavljam si, kako so tisti, ki imajo globoko endometriozo, ki imajo na črevesju in ne vem, zdaj so endometriozo najdeš že praktično v vseh večjih organskih sistemih, vključno s pljuči, z možgani. Primer sem brala, ker so najdeli endometriozo v zapestju, tako da se lahko širi praktično po celem telesu. Jaz sem imela pač res srečo, da je bila omejena na malo medenico, ampak to seveda ni primer vsake bolnice.
Tako da je treba biti pozoren tudi na druge znake. Recimo pri pljučih je dostikrat kolaps pljučnega krila, če se ne motim. Ob menstruaciji. To je zelo pomembno, ob menstruaciji se to zgodi. Ja. Zakaj se te stvari poudarjajo ob menstruaciji? Ker dela telo. V bistvu gre za to, da je to endometriotično tkivo je podobno endometriju, torej sluznici maternice. In sluznica maternice v času menstrualnega ciklusa se odziva na hormone. Na začetku imamo estrogen in sluznica raste. Potem pa se doda še zraven, telo začne proizvajati progesteron in spremeni to sluznico, da postane stabilna. Ko ne pride do nosečnosti, v bistvu pade in estrogen in progesteron in se to tkivo odlušči. Enako se potem dogaja tudi drugje. Kjerkoli drugje je endometriotično tkivo, se ko padeta v bistvu oba hormona, se začne luščiti in to povzroča v bistvu vnetjano. Drž pa še neki bizarne oblike endometrioze. Ugotovili so tudi, da pri nekaterih moških, nekoč so določeni posamezni primeri, ko so imeli endometriozo, v Se pravi, da bo prostati. zdaj diagnostika ful bolj hitra. Premalo jih je. Tudi recimo ko so gledali zarodke, pri zarodkih so tudi našli določene primere, ko je že bila endometrioza. Tako da so bizarne oblike endometrioze, Ampak prej ste To rekli, nekako nakazuje ta genetsko komponento v bistvu endometrioze, oziroma Da se prenaša mogoče zelo bolj dobro. razvojno, embrionalno Tako, komponento, da pri razvoju zarodka se celice pač narobe razporedijo v tako rekoč telesu, takrat nastajajočem. Ja, pa tudi v bistvu celom je ena taka zadeva, iz katerega pač del zarodka in iz tega se potem peritonej razvija, pač te strukture v mali medenici in potem se morda pod vplivom določenih dejavnikov to spremeni v endometriozo. Prej ste rekli, da se lahko endometriozo umiri, nadzoruje s hormonsko terapijo. Druga možnost je zanositev, ampak zanositev je v primeru endometrioze lahko tudi otežena. Ja, je lahko se reka, da je v bistvu najpogostejši vzrok za neplodnost pri ženski endometrioza. Vzrokov pa je veliko. Najpogosteje je v bistvu so endometriomi, ki na nek način povzročajo zmanjšanje ovarijske rezerve in hkrati, ko imamo mi te endometriome, čokoladne ciste, imamo veliko zarastlin in zarastlin v trebušni votlini in zaradi tega potem seme sploh ne pride do jajčnih celic. To je lahko eden izmed vzrokov. Potem recimo same bolečine pri ženskah, ki imajo boleče spolne odnose, se potem na nek način umikajo tem spolnim odnosom. Pri peritonalni endometriozi je veliko en kup enih dejavnikov, citokinov, ki so v mali medenici, ki vplivajo na to, kako je gibljiv jajcevod, tudi vplivajo na to, kako hitri so semenčice in tudi potem vplivajo na samo kvaliteto jajčnih celic. V glavnem, mehanizmov je ogromno. Nekateri tudi še niso potrjeni, ampak ženske z endometriozo imajo lahko težave pri zanositvi. Zato potem nam v bistvu so zelo učitali, da ko pride pacientka k nam z endometriozo, potem rečemo, kdaj boste pa zanosila. Ja. To nam pač učitajo. Ampak, veste, mi smo ginekologi. Učitev vam izbiro kontracepcije oziroma hormonska terapija ali zanositev, ne? Ja, mi smo ginekologi in mi vidimo žensko celotno njeno plodno obdobje. In ko vidimo pacientko, ki pride pri 40-ih, ki reče, zdaj bi pa jaz zanosila, sem po 2 operacijah endometrioze, rečemo, gospa, kje ste bila? Tudi umetna oploditev vam ne bo pomagala, zato ker jajčnih celic praktično več ni. In zaradi tega pač mi njim želimo pomagati in rečete, gospa, gledajte, jaz jim zdaj drugače rečem, gledajte, zdaj ste bila operirana, jemljite hormonsko terapijo, ampak dejte tam do 35. Pa začnite razmišljati, če imate partnerja, če imate te razmere, ki so v redu, razmišljite o otroku, ker lahko da bomo bolj prepozni. Ampak ženske si lahko tudi jajčeca shranijo, če imajo endometriozo, a ne? Lahko si shranijo, ampak tu smo pa že na enem tankem ledu. Zato, ker mi sicer izvajamo hranjenje jajčnih celic, vendar potrebujemo 12 do 20 jajčnih celic za enega otroka. In to je dejansko pri endometriozi v bistvu misija nemogoče. Ja. Zato, ker ponavadi je indikacija za shranjevanje jajčnih celic ravno znižana ovarijska rezerva. Tako da takrat, ko se mi pogovarjamo o zamrzovanju jajčnih celic, je v bistvu ženska že tam, da bomo moč dobili 3 ali pa 5 jajčnih celic. Tako da to je kar problematično. Doktorica Šalamun, vse pozneje se odločamo za otroka. Srečujete veliko žensk, ki so v neki, mogoče za vas že pozni rodni dobi, ki prihajajo, ker si želijo družino, pa družina ni nastala, pa začnejo iskati vzroke.
Mislim, to je največji problem. Ženske, ki prihajajo po 38. k nam in želijo zanositi. Predtem je v bistvu ogromno težav. Moraš to študirati, potem moraš na nek način si partnerja najti, potem pa stanovanje, in potem služba in potem tam po 38. pa bi one mogoče imela otroka. In potem se jim pa dva dejavnika zelo pomembna se jim seštejeta. Eno je endometrioza, drugo je pa starost. Ker po 38. jajčne celice se žal starajo. Oziroma tudi njihova število se zmanjšuje. Ženske smo se rodile z enim številom jajčnih celic in vsak mesec, tudi ko so deklice, to število se zmanjšuje, in ne da se ga popraviti. In to je v bistvu potem tisti problem, zaradi katerega imamo mi velike probleme pri endometriozi in pri starosti ženske. Teda, če pridejo ženske po 38. k nam, tudi če imajo endometriozo, velikokrat je potem prva izbira kar umetna oploditev. Moram poudariti, da če je starost in ovarijska rezerva zelo nizka, z vsemi našimi postopki umetne oploditve ne moremo pomagati. Ženske si mislijo, se mi bojo pomagali z umetno. Če ne dobimo jajčne celice, je ne moramo narediti. In to je tisti problem in to morajo naše pacientke, to morajo pač vse Slovenke vedeti. Vse absolutno zelo pomembne informacije. Nika, se kdaj srečujete s tem vprašanjem, glede na to, da ste sami imate endometriozo, razmišljate tudi o, družini enkrat, ko bo, kdaj bo, glede na to, kar veste že o sami zanositvi in težavah z zanositvijo? Ja, definitivno. Spet, tukaj sem malo specifičen primer mogoče, zato, ker sem vsem študentka medicine. Študij medicine je pač eden najdaljših. Med študijem je to mogoče za moje pojme prenaporno. Ene se vseeno odločijo, spoštujem njihovo odločitev, dobre so, da zmorejo. Pri mnogih sem prebrala, da med specializacijo se odločijo za družino, ker je takrat najlažje. To je nekako tudi moj namen trenutno. Doktorica Šalamun se strinja, to sem samo da je prebrala. najlažje. Ja. Nimam izkušenj. Takrat vejo, da morajo, ker drugačno prepozno. Prvo leto specializacije skozi več slišim, da si želijo potem po ta prvem izpitu. Ker že poznajo izračun tveganj in vsega ostalega. Tudi tam nekje okoli 30 leta, da si še nekako v tem nekem pravem obdobju, varnem obdobju. Se definitivno srečujem. Itak, sem v tej starosti, da bojo počasi tudi družinski člani začeli slišati, bo okej, ne bo okej, kar je mogoče za tiste z endometriozo lahko tudi tako neprijetno vprašanje, ker nikoli ne veš, kaj je to je nekaj, kar je nevidno. Ne vejo mogoče niti družinski člani, lahko se sama oseba s tem spopada, ne deli z drugimi, mogoče je težko o tem govoriti in potem s takimi vprašanji lahko nekoga ful prizadanemo, tako da se je mogoče skoraj boljši izogen temu. Bojo že, ko bojo, če si želijo, bojo sami poiskali način, je pa tako, ko je povedala doktorica, vse treba tudi malo na časovno obdobje gledati. Mislim, jaz se res potrudim, da ne naredim presinga. Jaz sicer vprašam, imate partnerja, imate pogoje, dejte razmišljati, v tem smislu pač poskušamo. Je pa res, je pa zanimivo, da v času nosečnosti pa res endometrioza stoji in tudi potem, ko ženske dojijo, zadeva stoji. Pa takrat ni treba nobene hormonske terapije, ni česar, zato ker sama nosečnost in dojenje v bistvu tako vplivata, da endometri ne raste. Zakaj? Da obvaruje plod, da lahko ženska se reproducira? Ja, v bistvu ta konstelacija, hormonska konstelacija je čisto drugačna, in v bistvu takrat, ko je maternica noseča, ni tega endometrija, ni tega ciklusa. Se lahko odpravi sama po sebi endometrioza? Jaz mislim, da se ne, je pa 10% take, gledali smo v bistvu, kako endometrioza lahko napreduje, kakva je na nek način pot endometrioze. Okoli 45% napreduje, okoli 30% jih potem tako stagnira, stoji, enih 10-15 pa mogoče tudi malo se zmanjša, tako da bi pa zginila, pa ne zgine. Kaj pa s perimenopauzo, menopauzo? To je pa super. To je pa za pacientke z endometriozo odlično obdobje, v smislu, da se pač te težave večinoma ponavadi se zaključijo po
ko je konec tega hormonskih ciklusov, se v bistvu zadeve ponavadi zaključijo. Ampak pridejo pa druge težave. Točno to. Tako se pa druge. Nočno potenje. Ampak naše pacientke so v bistvu že toliko navajene z nekimi težavami, da potem na nek način lažje sprejmejo. Ampak prej ste rekli, da sprejemate tudi ženske, ki pridejo pri 40 letih in rečejo, jaz imam endometriozo, ampak rada bi si ustvarila družino. Potem jim poveste, da najverjetneje to ne bo možno, oziroma da bo zelo težko, da je to zelo dolga pot. Kako ste jim recimo v oporo, če so ženske potem, ne vem, prepuščene same sebi oziroma svojim negativnim mislim? Malo je drugače. Če nam pride ženska 40 stara, ki želi imeti otroka, takoj vzamemo hormonsko sliko, takoj rečemo partner na spermiogram in dejansko pač takoj poskušamo pacientko napotiti na umetno oploditev in mi pri nas, glede tega, pa se res moram pohvaliti, nimamo čakalnih vrst glede umetne oploditve pri nas. V bistvu v Sloveniji nimamo čakalnih vrst, kar pomeni, da v roku 3 do 4 mesecev, kar je, pač gre za javno zdravstvo, je že lahko par v postopku. Res je, pot je lahko dolga v smislu, ker je neuspešna, pač prvič, pa drugič, pa tretjič gremo po te postopke, ampak mi takoj skočimo potem in takoj gremo v postopke. Ja. Lahko pa, da ni uspešna, to je pa res. In v teh primerih, jaz ne vem, naše pacientke, ko jih videvam, imajo toliko ene volje, toliko ene tiste želje po materinstvu, to so zelo neumorne, zelo neutrudne, jim je težko, ampak jaz bi včasih rekla, da bi že zdavne odnehala, one pa kar prihajajo nazaj in se v bistvu se trudijo. Ker verjamejo, da bo in ta želja po materinstvu je res pri ženski toliko močna, da dejansko one se res zelo, zelo trudijo in so neumorne. Prehrana. Ena taka pomembna tema. Zdaj mogoče, če govorimo o pacientkah, ki niso tako napotene na umetno oploditev, ki imajo še ta čas, da svoje telo mogoče optimizirajo, to je zdaj en grd moderni izraz, a lahko prehrana vpliva na to, da bo endometrioza mirovala, ali lahko vpliva na še kaj drugega kot splošno počutje. Nika, mogoče osebna izkušnja, ste se kaj ukvarjali s tem, kako s hrano izboljšati? Govorili ste o pomanjkanju železa, pri krvavitvah, ki so močne, je treba gledati tudi na to. Jaz sem takrat mogla suplemente dobivati, ker je bilo pač to tako hudo že. Jaz mislim, da je zelo velika misinformacij o prehrani, da se anekdotni primeri prodajajo kot recepti za uspeh. Kar sem jaz brala, pa sem zelo veliko teh študij prebrala, ker sem želela najti en način, da mi bi bilo boljš, pa ni bilo zares ničesar. Ene študije pravijo, da ja, ene študije pravijo, da ne. Težko je, ker ni nekega splošnega recepta. Ena stvar, druga stvar pa tudi nimajo s čim zares primerjati, ker pač kako boš primerjal prehrano, ki je spekter. Eni jejo ful glutena, eni jejo ful mal glutena, eni ne jejo nič glutena in potem imajo pa čist različne, lahko eni čist pozitivne, eni čist negativne izkušnje. In je treba biti pozoren na to, da da mora biti študije res kvalitetne, če se že po njih primerjamo, iščemo recept. Meni osebno, jaz sem poskusila, jaz laktoze sem tako intolerantna, tako da se jo izogibam. Poskusila sem čisto izključiti gluten, izključiti sladkor in tako naprej. Ni mi nič pomagala, sem še slab sem se počutila, ker sem pa še lačna. Tako da jaz mislim, da najboljš je tisti splošni standard, ki je za celotno populacijo, se pravi neka uravnotežena prehrana, čim več sadja, zelenjave, vlaknin dovolj, po moje sploh tiste, ki imajo globoko endometriozo na črevesju. Niste se ravnali po fazah, glutelalna, zdaj jem to. Ne vem, sprašujem, ker tega je veliko. Veliko je tega, ampak kako podpreti žensko telo, ki je tako ciklično in tako drugačno od moškega, z neko hrano, ki ti podpre cikl na pravilen način? Grdo gledate, doktorica Šalamun? Ne, v bistvu ne gledam grdo, vendar, veste kako, jaz kaj svojim pacientkam, kakšne odgovore ponujam, ne? Ko pride reče, jaz prehrano kaj pomagam, ko si pomagam, je kaj boljš. Ja, dokler vi jemljete hormonsko terapijo, absolutno, če vam nekaj pomaga, v smislu da ne jemljete nekaj glutena ali pač imate svoj način prehrane, dejte.
Vendar pa, to pač treba jasno in glasno povedati, da prehrana ne zmanjšuje endometrioze, ne pozdravi endometrioze, lahko za neko časovno obdobje v bistvu izboljša simptome. težave. Tako. In se mi pa zdi fino, da pač pacientke, če imajo to željo, po nekem, da bi sodelovale v tem procesu zdravljenja in če se jim zdi, da je nekaj boljše, absolutno zdrava prehrana, zakaj ne, dejte, zdrava prehrana lahko samo pomaga pri splošnem počutju, tako da Nika je super povedala. Imamo pa res probleme z temi nekimi takimi lažnimi, res tako posameznimi primeri. Mogoče ta endodieta je najbolj tak znan. Endodieta. Endodieta je v bistvu, tako prav zasnovana. marketirajo ta izraz. Seveda, ženske bolezni so najboljše polje za marketing in zaslužek. Endodieta je v bistvu eno zdrav način prehranjevanja, tako da to ni problema, pač ni alkohola, ni kave, belih stvari se ne prehranjuje, pač jemlješ sladkorja, ni nekaj, pač polnozrnato moko se vzame, pa veliko zelenjave, zelenih zadev, tako da pač taka omega-3 maščobe, to je zdrava prehrana. Tako da jaz, v bistvu se mi zdi, če misli pacientka, da bo s tem, ji pa bo boljš, pa ji tudi lahko je boljš, lahko, ni problema, ampak zanimivo pa je to, ko v bistvu Nika že dostkrat omenila, da je endometrioza lahko povezana tudi z drugimi boleznimi. Recimo, velikokrat imajo pacientke zraven endometrioze še celiakijo, ker je te avtoimune bolezni so lahko zraven, Tej ženski lahko pomaga v bistvu dieta, ker je samo celiakija ni imela diagnosticirane, Isto tako laktozna intoleranca, Tako da takim ženskam lahko to pomaga, Pa gibanje? Ja. Absolutno, gibanje za dobro počutje, absolutno, seveda. Tisti način gibanja, ki ti odgovarja, absolutno. Doktorica Šalamun, redno nadzorovanje laboratorijskih izvidov, dajanje krvi, a je to smotrno? Ne vem, zaloge feritina, ena taka zadeva. Kakšne naj bojo? Pa načeloma, veste, je treba slediti, pri medicini je treba slediti nekim smernicam in tudi splošnim navodilom. Če ima pacientka težave v smislu utrujenosti, vrtoglavice, če se pogleda in se vidi, da so znaki anemije, absolutno se pogleda, kako je z količino železa, tudi če reče, da zelo veliko krvi, absolutno se pogleda v bistvu nivoje hemoglobina pa feritin. Da bi pa ti sam šel in dal kri, ali pa šel sam na intravenozno terapijo železa. Poznate te stvari? Zdaj so že ampak to je pa res veste, to je pa res ta skupina zdravljenja, ki pa je dejansko stvar nekih samoplačniške, pa ne niti medicine, jaz ne vem, kako bi temu rekla, in dejansko mislim, da pač težko rečem, da pomaga kar tako, Potrebno je imeti indikacijo. Tukaj gre verjetno v veliki meri za zaslužek na nesrečah oziroma bolečinah drugih ljudi. Torej, vitamin štot ne bo pomagal pri endometriozi, absolutno ne bo pomagal. Ampak kako zelo pomembne so pa recimo operacije in kdaj lahko te operacije tudi vplivajo, ne vem, na potem zanositev, plodnost. Ja, v bistvu tako je. Mi imamo ponovadi enostopenjsko zdravljenje endometrioze, to pomeni, če pride mlado dekle z bolečimi menstruacijami, najprej začnemo hormonsko. Če pa pridejo recimo take, ki imajo velike endometriome, večje recimo od 4 ali 5 cm, če imajo nepojasnjene bolečine, če vidimo, da imajo globoko endometriozo, ki ob terapiji ni pomoči, potem se odločimo za operacijo. Operacije morajo biti narejene v bistvu tam, kjer se ukvarja z endometriozo, zato ker endometrioza je zelo specifična in je dejansko anatomija lahko popolnoma zabrisana in zaradi tega je v bistvu fino, da se koncentrirajo ali recimo pri nas na terciarnem centru za endometriozo, ker v bistvu operiramo endometriozo vsakodnevno. Izvajajo se laparoskopije, kar pomeni, da delamo operacije čez mečkene lukance, Laparatomija absolutno samo, jaz ne vem, kdaj sem nazadnje naredila laparatomijo, to pomeni tisti velik rez pri pacientki z endometriozo. Tako da lahko naredimo laparoskopsko, zdaj začenjamo tudi z robotskimi operacijami pri nas. In potem, kaj je pomembno, da operiramo pazljivo, da delamo lepo s tkivom. Kar pomeni, če imamo jajčnike, da jih nežno luščimo zaradi ovarijske rezerve. Izjemno pomembno, da jih ne koaguliramo, ne uporabljamo električne energije, ko pač operiramo. Take finese, minimalne stvari in seveda, če imamo recimo peritonalno endometriozo, da jo izrežemo. Ker če bomo samo malo požgali, potem ni nujno, da bo učinek tako dober oziroma mogoče ne bo tako dolgo deloval. Nika, imate torej luknjice v spodnjem delu trebuha? Ja, v bistvu imam zdaj
tehnično je eno čez drugo nastal v popku. Potem imam pa še niso šli vsi rezi čist po istih, kot pri prvi operaciji, ampak načeloma tako 3 so še v spodnjem delu trebuha, niti ni zares vidno, tudi potem se to zelo lepo zaceli, šivi so taki, da izpadajo sami, ni treba niti odstranjevati dati, tako da jaz sem zelo zadovoljna. To so rezi maksimalno 1 centimeter veliki. Ogrevanje je pa kakšno? Jaz sem imela zelo dobro, se pravi, bila sem operirana četrtek, na petek zjutraj dopoldan sem šla domov, potem sem pa počivala kakšnih 10 dni, kakšne 3 tedne sem se izogibala dvigovanju kakšnih težkih bremen, ampak v bistvu sem brez težav bila praktično takoj po operaciji. Tudi bolečine so bile minimalne, tako da jaz sem zelo zadovoljna in tudi tako, kot poslušam, večina ima zelo dober izid po laparoskopiji. A so ženske kdaj odklonilne do operacije? Tudi. Pridejo. Ene so odklonilne do hormonske terapije, ene so odklonilne do operacij, ampak, a veste, mi, če ne sodelujemo s pacientom, če se ne pomenimo, če ne poslušamo, kar oni želijo, če se na nek način skupaj ne približamo, potem nikamor ne pridemo. Tako da se vedno bolj poskušamo na nek način pomeniti, sodelovati, poslušati njihove želje glede terapije. In glede operacij, glede vsega. Ne? Glede na to, da je endometrioze vedno več, ne vem, se vam zdi, da bi morale te ženske, ki imajo tako zelo močne boleče cikle, oziroma, ne vem, Nika se je srečevala s 6-mesečno bolečino, imeti tudi, ne vem, poseben bolniški stalež omogočen, zato da bi lahko ostale doma brez kakršnih koli dodatnih razlag? Ona je bila takrat v procesu, kjer ni bilo v bistvu zdiagnosticirano, ni bilo zdravljeno. Jaz vseeno mislim, da mi operiramo, mi zdravimo zato, da bodo ženske funkcionirale. In mi si to res želimo, da na koncu da je ženska funkcionalna. Zato jaz nisem pristaš teh nekih posebnih tretmajev, ker ko pride pacientka k meni, pa če še malo podaljšamo bolniška, lejte, gospa, pa vi ste zelo mlada, zdaj, če bomo mi tole zelo nategovali, zelo podaljševali, boste na koncu invalidka, vi se morate spraviti normalno življenje. Mi smo vas zato operirali, mi smo vam zato pomagali, zato da boste vi normalno živela. Ker ponavadi so pri nas mlade ženske in mi si res želimo, da bodo potem boljše in da bodo sposobne normalnega funkcioniranja. Kakšna pa je uspešnost zdravljenja v Sloveniji? Zdaj, če gledamo neplodnost, imamo v bistvu eno super rezultat, tako da zanosi jih 80%. Gre pa za kombinacijo, mi temu rečemo integrirani način zdravljenja endometrioze, kar pomeni, da tiste, pri katerih pričakujemo, da bo po operaciji zanosila, to pomeni, da ima seme partner v redu, da ima dobro ovarijsko rezervo, da jo operiramo in damo 6 mesecev do 12 mesecev časa, da doma zanosijo, a ne? Tako, in če pa ne zanosijo v tem času, pa jih potem pošljemo na umetno oploditev. Drugo skupino, to pa torej te starejše, ko imajo nizko ovarijsko rezervo, ko je seme problematično, pa takoj pošljemo v umetno oploditev. V tem primeru imamo v bistvu res 80% zanositev v tej skupini. Glede bolečina, veste, to je pa težko reči. Tudi odstotkovno je zelo težko reči. Ker tudi bolečina je zelo subjektivna, ne moremo objektivizirati. In tudi tist, koliko ti pacientko pridobiš na svojo stran, koliko gre po tvoji poti. Tako da vedno več vidim pacientk, ki pridejo nazaj, pa so zadovoljne, tako kot je Nika. Predvsem zato, ker smo se mi tudi naučili z njimi pogovarjati, ker si recimo na dnevnem času si vzamemo čas za njih. Ker to ni pregled na 10 minut, tako kot recimo zavarovalnica, pač zahteva, mi imamo to na terciarnem nivoju, in pa se pogovarjamo, dokler... Morate biti tudi psihoterapeuti. Ja. Sicer bomo tudi na dnevnem centru za endometriozo poskušali psihologe uvesti, tako da bomo tudi to naredili. Ampak, ko govorimo o reproduktivnem zdravju in o področju ginekologije, to so stvari, ki jih ne vidimo. Ne? Pogosto se z mamo pogovarjava, sediš zraven sodelavke, pa ne veš, ali je zjutraj imela spontani splav, ne veš, ali ima v sebi razraščeno tkivo. Ali je že na 4. postopku IVF-a oziroma ne. Točno to so stvari, ki so nevidne in potem se zgodi Nika, pridete na urgenco in v resnici nimate ničesar za izmeriti ali za pokazati in nekdo vam reče, ste pod stresom. Ne? Ja, meni je res pomembno, jaz si res želim, da bi tudi tako osebni zdravniki kot osebni ginekologi že na primarni ravni čim bolj nekako poskušali razumeti, da ni zmeraj vse vidno. Sej endometrioza mogoče sploh je sicer dober primer, ni pa edini, definitivno. Recimo iz družine lahko povem, da
recimo moja mama ima lupus, to je ena oblika revme, ona je bila samo konstantno utrujena, boleli so ji sklepi, ampak ona ni imela nič, kar bi lahko pokazala. In endometrioza je enaka, še posebej recimo peritonealni, tako kot sem imela jaz. Ni se videl nič na ultrazvoku, vse je bilo normalno, tudi ovarijska rezerva je pri meni več kot zadovoljiva. Tudi kri in laboratorijski izvid verjetno ni pokazal vnetja. Tako. To je vse pokaže, ne rečejo. A nikoli ne pokaže, ne? Ne, Ker je to nikoli. pač neko stanje, ne? Ja, mislim, Ampak zdravnik te vedno pač pošlje samo na, dajte kri, bomo pogledali in potem reče v BP. akutnih težavah. V akutnih težavah. Ja. Tako, ob kroničnih pa je tega manj. Če nekdo že od 12 leta, tako kot jaz, tarna o nekih bolečinah, je to, Ja. pretirava, ima pač stresno življenje, lahko ima neke težave v družini, pa se potem to tako kaže, pa ni nujno tako. Pri meni niso bile težave povezane s psiho. Ja, sej potem sem hodila k psihologu, bila sem tudi napotena k psihiatru celo. Se zgodi tesnoba, ne, ko imaš kronične težave. Nacepi se, v bistvu zaradi bolečine se to se kronificira in potem normalno, da če imaš ti Kje pa skozi se bolečine, da si potem postaneš anksiozen, depresiven, to je v bistvu pol povezano. Ne? Ja, jaz sem mogoče bolj imela dejansko težave iz tega vidika, da sem imela bolečino. Tudi v bistvu psihologi in psihiatri so potem napisali mnenje, da jaz nisem anksiozna, depresivna iz naslova, da bi bila depresivna, pa da me zato boli. V bistvu je bilo nasprotno. Medtem, ko pač sem dobila mnenje tudi zdravnikov specialistov, da je težava v psihi. Dali so me na antidepresije, pa ni pomagali. Tudi še slabše je bilo, v bistvu. Tako da najbolj, kar si jaz želim, je, da se dejansko ženske posluša. Da ni prva, ne, to ženska pretirava. Ne, verjetno je neka težava, ker noben ne želi biti bolan, noben ne želi se delati, da je v bolečinah, hoditi od zdravnika do zdravnika, Pa jesti tablete. prositi in še enkrat prositi, da bi ga nekdo obravnaval, pa do tega ne pride. Pač tisti, ki išče pozornost, ki bo ta tretjič obravnavan, bo verjetno nehal, ne pa da kar hodi pa 3 v 4 dneh na urgenco, pa tako, verjetno nekdo, ki to za takimi bolečinami ima dejansko težavo. Nika, kako pomembno je imeti zdravnika, ki posluša in da nisi v tem sam, da iščeš odgovore, ker vi ste en tak študiozen tip, si predstavljam, prebrali ste vse, kar ste lahko in se samo diagnosticirali in počeli vse, kar se je dalo. Ja. Pa zdaj, doktorica Šalamun, ChatGPT, ki je moj osebni zdravnik postal v zadnjem času, Ampak ni dober. A veste, ne? Kako pomembno je imeti stroko, ki je še hkrati človeška in ozaveščena in pacientu prijazna? Jaz mislim, da je to ena najpomembnejših stvari v zdravljenju endometrioze. Jaz sem bila mogoče zaradi tega tukaj proti hormonski terapiji na začetku, ker nisem imela nekoga, ki bi poslušal, mi razložil, kaj se dejansko lahko izboljša na ta račun. Potem, ko pa sem dobila tisto validacijo in hkrati tudi pač razlago, kako bo to delovalo, sem se pa nekako mogoče bolj odprla za to, da bi to probala in dejansko deluje. Kot je več kot očitno, glede na to, da tukaj sedim. Če bi bilo še zmer stanje tako, kot je bilo lansko leto, Se ne bi odzvali definitivno me ne bi bilo tukaj. Kakšna podporna skupina ali pa, ne vem, druženje z ženskami, ki imajo podobne težave, pogovori? Ja, zdaj se deluje in Endozavest in na Facebooku je skupina Endometrioza Slovenija. Jaz se specifično od Facebook skupine mogoče malo distanciram, ker je zelo veliko govora o endodieti, kar jaz nisem lih pristaš. To pač, če nekomu pomaga, super, jaz sem vesela za to osebo, več kot odlično, ampak je treba biti nekako sodelovati s stroko. Tam se pa skozi večkrat tudi obračajo proti in da v Sloveniji ne operirajo prav in da je boljše nekam v tujino operirati, kar je pretiravanje za moje pojme. UKC ima vrhunske specialiste, ena je pač tukaj zraven. Jaz res želim, da se najprej posvetuje oseba zdravnikom, potem pa podporne skupine. Ja, definitivno še več jih je takih, ki so namenjene prav ženskam, ki želijo zanositi, ali pa starejšim od mene. Jaz sem mogoče malo premlada, se nekako ne najdem v tistih skupinah, ker pač imam čisto drugačne težave, oziroma se s čisto drugimi problemi na dnevni ravni srečujem. Je pa definitivno dobro najti nekoga, s katerim se res lahko pogovoriš, pa je to partner ali družina ali nekdo, ki je v istih težavah. Na koncu pa tudi zdravnik, psiholog, nekdo, ki bo poslušal in probo pomagati.
Doktorica Šalamun, komentar na vašo stroko in na sodelovanje s pacienti? Ja, v bistvu to je najbolj pomembno. To je najbolj pomembno, to smo se naučili. Za pacienta si je potrebno vzeti čas, mu res ga poslušati in mu potem tudi razložiti, ga pridobiti na nek način na svojo stran. Ne. To je dejansko zelo pomembno. Tako da vidim pa, da v bistvu mi smo imeli največ problemov z to hormonsko terapijo, da v bistvu te težave zdajle že na nek način jih z tem, ko razlagamo, kako deluje, kako pomembno je, da imamo zdaj že rezultate v bistvu. No. Odlično, tudi hvala, da ste se odzvali na najino povabilo v Šalo za starše. Nika Žnidaršič in doktorica Vesna Šalamun z Dnevnega centra za endometriozo. Hvala res še enkrat tudi za vse razlage. Verjameva, da sta marsikatero žensko pomirili ali ohrabrili za to pot, oziroma da se tudi sama morda pojavi oziroma gre na to pot zdravljenja endometrioze oziroma samo prepoznave mogoče, ker verjetno je katera tudi zmedena o tem, zakaj bolečine. Mogoče je ključno, da pri mladih puncah se ne govori, da je huda bolečina taka, da izostaje šole, da izostaje iz dejavnosti, da ne more ven s prijatelji, da je to normalno, ker to ni normalno. Neka mera bolečine, tako kot je že prej doktorica povedala, je sprejemljiva in pač pride zraven z menstruacijo, ampak ne pa to, da oseba ne more funkcionirati na dnevni ravni. Ja, sprejemljiva do te mere, da lahko ena protibolečinska tableta izniči to bolečino. Sem to rada povedala. Ne? Zdaj smo povedali v bistvu, kako grozna bolezen je, pa koliko časa traja, pa da se jo težko diagnosticira. Ampak, a veste, imamo zelo veliko primerov, ko na nek način skupaj s sodelovanjem smo prišli do tega, da pacientke pridejo nazaj, rečejo, zdaj je pa super, zdaj je pa boljše. Včasih prijo po 5 pa 10 letih šele nazaj, ko se jim je ponovila, ne? V mestnem času je bilo pa vse v redu. Tako da je neka luč na koncu tunela pri pacientkah, še posebej, če se držijo teh navodil in tako. Tako da to bi mogoče tudi rada absolutno luč za konec. Ja, da je samo tunel. Ni. Pa da ta luč ni vlak. Ja, ni. Najlepša hvala obema za pogovor in delo, ki ga opravljata in za ozaveščanje. Tako, to je bila Šala za starše. Midve sva Maja in Uršula. Naročite se na podcast, priporočite ga še komu, ki ga tema zanima in pa seveda pišite nama na Instagramu, če imate predlog, željo, namig in to je to. Hvala. Hvala in se poslušamo. Čau.